Prav lep pozdrav. Današnjo novinarsko konferenco smo sklicali zaradi dogodkov, ki spremljajo poskus deportacije migranta Ahmada Šamaeja, ki je moral biti danes v skladu s slovensko zakonodajo deportiran na Hrvaško. Dogodki, ki so sledili neuspešnemu poskusu te deportacije, vsekakor ne vlivajo zaupanja v pravno državo, v enakopravnost vseh državljanov. Vprašljiva je seveda tudi današnja napoved vlade, da bi o izdaji dovoljenja za prebivanje Šamaeju, ki ga omogoča 51. člen Zakona o tujcih, odločala na eni od prihodnjih sej vlade. V Slovenski ljudski stranki smo presenečeni nad dejstvom, da bo o tem vprašanju odločala vlada Republike Slovenije. Kakšen interes ima država do tega, da en tujec prebiva v Sloveniji, se sprašujemo, in ali slovenska vlada sploh ve, kaj pomeni interes države, oziroma tolikokrat zlorabljena beseda nacionalni interes. Pa bi mogoče tu opomnil, da interes države ni interes predsednika vlade oziroma ene ali pa več od političnih strank, ki so v tem primeru bolj izrazito leve stranke. Interes države je v teoriji mednarodnih odnosov definiran kot dolgoročni cilj države na ekonomskem, kulturnem oziroma vojaškem področju. Če naša država nima ciljev na ekonomskem ali kulturnem področju glede te deportacije, potem jaz tudi upam, da jih nima niti na vojaškem. V Slovenski ljudski stranki se sprašujemo, kdaj se je vlada Republike Slovenije nazadnje vzela toliko časa in energije za premnoge probleme Slovencev, za primere, recimo, ko so Slovence deložirali, ker niso bili sposobni plačati nekaj 100 evrov. Kdaj je vlada nazadnje zasedala, ko je bilo akutno vprašanje revščine v Sloveniji ali pa položaja mladih, ki enostavno perspektivne posameznike žene v tujino? Vlada je v tem primeru povsem izgubila kompas, kaj v Sloveniji je pomembno in kje problemi so. V Slovenski ljudski stranki smo prepričani, da bi mogla vlada zasedati na vsaki seji in se na vsaki seji pogovarjati o tem, zakaj tisoče mladih Slovenijo enostavno zapušča, drugega jim enostavno ne preostane zaradi odločitev istih ljudi iz preteklosti. Vsak teden bi mogla vlada zasedati in se pogovarjati o tem, zakaj je Slovenija na nedavnem merjenju ekonomske uspešnosti zopet ekonomsko manj svobodna, kot je bila v preteklih letih. Poleg tega, da je Slovenijo prehitela na primer Hrvaška, je tudi dobrih 50 mest pred njo, recimo so države, kot so recimo Romunija. Eden izmed velikih problemov Slovenije, oziroma en največjih kamnov okoli vratu, je ta obseg države in njeno lastništvo v državnih podjetjih. Zakaj se vlada vsak teden ne sprašuje, kako povečati dejansko dodano vrednost na zaposlenega, ki že desetletja v Sloveniji stagnira oziroma se prav počasi premika? Ali ne vemo, da nas na tem področju prehitevajo skoraj da vse okoliške države oziroma razvite države, ki dodano vrednost na zaposlenega povečujejo, mi pa jo ohranjamo na približno enakem nivoju. Te razlike se strašansko povečujejo, zato v Sloveniji tudi zelo težko bomo v prihodnosti dvignili plače. Slovenija se na lestvici ekonomske svobode uvrstila na 73. mesto. To je 3 mesta slabše kot lani. Tega se nihče ne sprašuje. Padec seveda je posledica slabšega indeksa ekonomske svobode, ki se je glede na leto 2014 zmanjšala za 0,1 odstotne točke. Kaj je ta vlada naredila za 300 tisoč ljudi v Sloveniji, ki živijo pod pragom revščine? Je sklicala kakšno izredno sejo, so se kdaj pogovarjali o tem? Za 100 tisoč trajno brezposelnih oseb v Sloveniji. Komu je mar za mlade, ki jih tako rekoč podimo iz države? Komu je mar za katastrofalne donose državnih podjetij, ki v propad ženejo še zadnja delujoča podjetja v Sloveniji? S tem pa seveda tako zaposlene obede, kot tiste, ki jih z gospodarstvom živimo, to pomeni nezaposlene in ostale. Ali v slovenski vladi še kdo gleda v prihodnost, na velike napovedane spremembe v okviru industrije 4.0, ki grozijo, in če se ne bomo pravočasno odzvali, bomo tudi v Sloveniji
v prihodnosti videli izgubo veliko delovnih mest. Ne, tega se v slovenski vladi enostavno ne zavedamo. Vzamejo v vladi in je glavni primer enega migranta, vsi so se pripravljeni dobiti z njim, od poslancev do podpredsednika vlade, ki smo ga danes videli, do predsednika vlade, do predsednika parlamenta in vso politično dogajanje je usmerjeno proti temu. Vprašljivo je tudi dejanja dveh poslancev, ki sta gospoda pripeljala v prostore Državnega zbora. Če je bilo tu zadaj že izdana odločba oziroma da je bila aktivna deportacija, potem se moramo tudi vprašati, zakaj organi pregona še niso oziroma ali so podali kakšno ovadbo zaradi oviranja dela organov. V Sloveniji zakone moramo spoštovati, v primeru Ahmeda Šamaja ne gre za zaščito manjšin, enostavno ne gre, ampak za trajno politiko, ki jo v Sloveniji že nekaj časa vidimo oziroma vsaj znotraj te vlade, ki je enostavno svoj kompas popolnoma zgubila. Državljani in prebivalci Republike Slovenije morajo biti enaki pred zakonom. Hvala lepa.